Tokrat v občinskem informatorju ptujski svetniki potrdili višje položnice komunalnih storitev, ob rektorjevem dnevu podelili priznanja in nagrade Univerze v Mariboru, otvorili prenovljeni dijaški dom Lizika Jančar, v Desterniku dobili 2 elektropolnilnici, kronika pohorskih carjev s pogledom na mariborsko smučarijo, Lisjak v ekipi z aktualno tematiko na ogled v knjižnici Kamnica. Lepo pozdravljeni. Ptujski mestni svetniki so na ponedeljkovi seji potrdili dvig cen komunalnih storitev, ki jih je predlagalo komunalno podjetje Ptuj. Tako so dvignili cene storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin, storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin ter za storitve povezane z nepretočnimi greznicami in komunalnimi čistilnimi napravami. Cene se bodo dvignile od 4,5 do dobrih 13% glede na dosedanjo ceno, kar naj bi skupno pomenilo za 2,28 evra višjo položnico. V razpravi so svetniki podali nemalo pomislekov glede dviga cen, da se znova vse obeša na pleča občanov. Obžalovanje nad dvigom cen je izrazila tudi županja, ki pa poudarja, da gre za težavo na nacionalni ravni. Iz vidika financ seveda je upravičena, želeli bi si pa vsi, da do tega ne bi prihajalo, želeli bi si tudi, če bi bila država malo manj mačehovska in bi nam dodelila večja sredstva, da bi jih lahko investicije peljali iz proračuna, če bi bila vsaj povprečnina zračunana toliko, kolikor imamo dejanskih stroškov, potem do takih stvari ne bi prihajalo, ker pa pač imamo sistem takšen, kot je, ker so bile vmes tudi take všečne sicer poteze za ljudi po eni strani, čeprav po drugi strani udarijo po žepu, govorimo seveda o dvigu plač. Tudi vse to se odraža na proračunu in na koncu pridemo do tega, da na eni strani 20 evrov dodatka, na drugi strani pa 40 evrov vzamemo. Tako da to je res neracionalno, ampak dejstvo je, da pri tem zdaj smo, s tem se zdaj soočamo, to je naša realnost. Verjemite, če ne bi bilo potrebno tega danes na mizi, ne bi bilo, ampak ker alternativne rešitve ni, smo pač morali iti v to smer. Meni je žal, jaz upam samo, da današnji dogodki na nacionalni politiki ne pomenijo, da bomo spet zaspali za eno leto, da se bomo šli leto mrtvega teka, zaradi tega, ker imamo vsi velike probleme tako z odpadnim blatom, smetmi, tudi poplavna varnost je ena, ki bi jo že morali davno naslavljati, pa še je danes nismo in me resno skrbi, kaj to pomeni za lokalno okolje. Jaz bom grobo rekla, da se tako igračkajo na nacionalni ravni, pa se nihče ne zna zmeniti, vse skupaj, mogoče malo zobe stisniti za to, da bi naredili nekaj za skupno dobro. 16 svetnikov je tako glasovalo za podražitev, 5 jih je bilo proti, 4 so se glasovanja vzdržali. Je kar boleče, da moramo mestni svetniki praktično na vsaki seji mestnega sveta nekaj dvigovati. Zdaj na tem področju je to že druga ali tretja podražitev v tem mandatu in če pogledamo na položnico, je to nekaj več kot 8 evrov in to je že znesek, ki pa že vzbuja nekaj skrbi. Še posebej, če upoštevamo vse informacije, da še tukaj niso upoštevane dvigi minimalne plače in da se zna zgoditi, da bodo ti stroški prevoza še bistveno narasli, potem lahko samo predvidevamo, da bodo ti dvigi še sledili v tem letu. Svetniki so sicer razpravljali tudi o tem, da bi bilo potrebno razmisliti o vrsti samooskrbe tudi na področju električne energije. Sicer pa je Ptujski mestni svet komunalnemu podjetju Ptuj ob koncu razprave naložil še, da preveri možnost za spremembe pri načinu obračunavanja storitev za gospodarske subjekte. Na Mariborski univerzi so ob rektorjevem dnevu podelili 59 nagrad in priznanj tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k njeni uveljavitvi in razvoju. Častni doktorat za izjemne in vrhunske dosežke je prejel profesor iz Singapurske tehnološke univerze Nanyang. Razmislek o podelitvi častnega doktorata je nekaj, kar univerza zelo dobro odtehta in se odloči v primerih, ko gre za vrhunske znanstvenike. Tako je šlo tudi v tem primeru za znanstvenika, ki pravzaprav sodi med vodilne na področju evolucijskih algoritmov in, kar je še posebej pomembno, tudi med profesorje, ki dolga leta sodeluje z Univerzo v Mariboru, z kolegi s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in torej svoje znanje skupaj z nami gradi in posreduje znanstvene javnosti. To je zagotovo prispevek, ki dviguje tudi Univerzo v Mariboru na enakopravni nivo na teh področjih in seveda ni bilo težko
ni bila težka odločitev, da spoštovanemu profesorju podelimo častni doktorat. Naslov častnega doktorja so podelili na predlog Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Sugan Tanj že več kot 15 let intenzivno sodeluje z njihovimi raziskovalci na področju evolucijskega računanja, optimizacijskih algoritmov in diferencialne evolucije, med drugim s skupnimi znanstvenimi objavami in skupno organizacijo znanstvenih simpozijev. It's really a big thing for me. So when they initiated the process, I wasn't so hopeful that I would get this, but when I received the message, I was really delighted to see that I was able to win this award. So it is really prestigious. I am really touched by the award, and I thank all the professors here and the university for awarding me this prestigious doctorate degree on me. Profesor Rahman pa je ob tej priložnosti izpostavil dobro sodelovanje med mestom in univerzo, ki bi moralo postati še bolj tesno, sploh v luči 30-letnice uradne razglasitve mesta kot univerzitetnega središča. Da se razmisli tudi o tem, kako še bolj simbolično in praktično povezati pomen univerze z pomenom mesta Maribor. Tako da z tega vidika se mi zdi, da je bila današnja prireditev dobro izhodišče. In kolikor sem se lahko potem ob robu pogovarjal z gospodom županom mesta Maribor, mi je tudi povedal, da odhaja sedaj postavlja table, ki bodo ponovno potrdile, da je mesto Maribor univerzitetno mesto. Na rektorjevem dnevu so med drugim podelili tudi ostale nagrade in priznanja Univerze za znanstveno, raziskovalno, umetniško in izobraževalno delo. Študentom pa so kot spodbudo za doseganje čim večje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja v znanstveno, raziskovalno in umetniško delo podelili rektorjeve nagrade ter Perlahove nagrade in priznanja. Klavrna podoba dijaškega doma Lizika Jančar pa je postala preteklost. Živopisane barve na prenovljeni energetsko varčnejši stavbi so popestrile tako dom kot tudi bivanje v samem domu. Dijaški dom Lizika Jančar je po 42 letih vendarle dočakal prepotrebno prenovo, na katero se je tudi po besedah ministra za izobraževanje čakalo predolgo. Takih objektov, na žalost, v Sloveniji je še veliko. Pri investicijah to je ena od tistih stvari, kjer preprosto, zdaj pa že desetletje. Že več kot desetletje se stvari ne obnavljajo tako, kot bi se morale. To so stari objekti, tale konkretno je, mislim, da je 77. leta in seveda so energetsko potratni, pa tudi včasih preprosto dotrajni. In zaradi tega moramo tudi v prihodnjih letih več pozornosti nameniti investicijam. Je pa seveda to vedno težko, ko nam za izobraževanje, torej za programe, plače in tako naprej, vedno zmanjka denarja, kljub seveda rekordnemu letos proračunu. V nekoč dekliškem, zdaj pa že več kot 10 let tudi mešanem dijaškem domu so tako zaposleni kot prebivalci dočakali prepotrebno prenovo. 1,6 milijona evrov težka investicija energetske prenove je zaobjela nova okna, fasado in nov način ogrevanja. Dobrih 50% investicije je prispeval zasebni partner Petrol, preostalo pa sta si razdelila ministrstvo in kohezijski sklad. Ne glede na visok finančni vložek pa je pomembno dejstvo, da bo prenova prinesla znatne prihranke. Pomembno je to, da smo s tem prišli do kar znatnih prihrankov. Z vsemi temi ukrepi smo prihranili 510 megavatnih ur energije, električne in toplotne. Ker vem, da vam to ne pomeni kaj dosti, to v denarju pomeni 94.000 evrov letnih prihrankov. Dolgo pričakovana investicija je navdušila zaposlene in prebivalce dijaškega doma, ki so z novo podobo nadvse zadovoljni. Za njo smo delali dejansko 3 leta od začetka dokumentacije do danes. Znotraj energetske sanacije smo pridobili torej novo fasado, kompletno stavbno pohištvo, streho in pa kotlovnico. Definitivno višji standard bivanja, dobro ogrevane sobe, katere smo v prejšnjem obdobju zelo pogrešali, in pa okna, ki več ne bodo prepuščala zraka. Definitivno je z eno besedo rečemo višji standard za naše dijake, da se bodo lahko bolje učili, da bomo lahko vse, bom rekla, vzgojne cilje dosegli in jim nudili dejansko čim boljše bivanje pri nas.
Lizika, kot je prebivalci tega dijaškega doma radi pravijo, je v svojih zlatih časih v letu 1977 veljala za enega najsodobnejših dijaških domov. Z leti je stavba seveda dotrajala in s to prenovo so domu vrnili dostojno podobo. Kakšno je danes bivanje v Liziki, smo vprašali tudi dijakinje. V domu je topleje, pa pač sobe so nekako lepše, pa bolj prijetne, ker pač ko si 8 ur v šoli, je fajn priti v neko novo sobo, lepšo, pač bolj prijetno. Od zunaj je lepše, od znotraj je kar nekaj sob prenovljenih, 25 jih je popolnoma prenovljenih, 60 pa jih je samo prebarvanih, topleje je, okna nova so tudi super, ni več tako mrzlo, kot je bilo v sobe, v bistvu je boljše. V dijaškem domu sicer trenutno biva 270 dijakov, sprejeli bi jih lahko 280, vendar dodatne kapacitete zasedajo študenti višjih in visokih šol, pa tudi iz medicinske fakultete. V Destrniku so pri gasilskem domu PGD Destrnik slovesno odprli 2 polnilni mesti za električna vozila, na katerih bodo lahko vozniki električnih vozil svoja vozila tudi napolnili. Ta pridobitev pa ni pomembna samo za domačine, ampak tudi za popotnike in turiste, ki se mudijo v tej regiji. Destrnik je tako pristal na zemljevidu elektropolnilnic. V občini Destrnik uresničujejo svoje cilje, da postanejo vodilna pametna vas v Sloveniji. Tudi pravzaprav s tem, da smo zakorakali naprej že pred dobrimi 25 leti, smo začeli v občini. Ne boste se spomnili, pa vendarle bili smo med prvimi, ki smo zgradili telefonsko omrežje. Danes smo eni izmed redkih podeželskih občin, kjer imamo vsaj pol občine že 10 let zgrajeno optično omrežje. V zadnjih 10 letih žal ni bilo nič, ampak že nadaljujemo, že v letošnjem letu. Naslednje bomo celotno občino pokrili z optiko in seveda z priključki za električne avtomobile, mopede in tako dalje je danes tukaj, je realno. Res je, že leta 2001 smo bili prva občina, kjer smo zgradili šolo, ki je bila najvarčnejši objekt v državi, dobili v Portorožu priznanje Ministrstva za okolje in prostor. Skratka, temu sledimo. Evropski poslanci pravijo o tako imenovani pametni vasi in to želimo postati eni izmed vodilnih v Sloveniji. V načrtu je priprava novega energetskega načrta razvoja občine. Želja pa je, da javne objekte postavijo na zemljevid energetsko varčnih in energetsko samozadostnih objektov, tako da bodo gradili tudi na fotovoltaiki. Sicer pa bo postavitev e-polnilnic v kraju prinesla tudi večjo prepoznavnost med popotniki, ki uporabljajo električna vozila. Pomembno je, da se postavi tak kraj na zemljevid e-mobilnosti. Ker s tem vemo, da v kraju podpirajo samo e-mobilnost, plus omogočajo infrastrukturo, se pravi javno polnilno infrastrukturo, ki omogoča tudi popotnikov, turistov, da se lahko napolni svoje vozilo. Sicer pa pri uporabi električnih vozil v Sloveniji opažajo eksponentno stopnjo rasti, zato je pomembno prenašanje znanj in izkušenj iz drugih v lokalno okolje. V podružnični osnovni šoli Reka Pohorje pa so se zbrali pohorski carji in domačini na predstavitvi knjige o pohorskih carjih ter ob tem predstavili še zgodovino smučanja na Pohorju. Zazrti v preteklost pa so razmišljali tudi o sedanjosti in temu, kaj bi se lahko zdaj naredilo za boljši smučarski turizem tudi na Mariborskem Pohorju. Pohorski carji, nekdanji in aktualni, so se zbrali in se spominjali času smučanja na Mariborskem Pohorju. Ob tem pa je beseda tekla tudi o tem, kako bi lahko situacijo v današnjem času izboljšali. 33. pohorski car oziroma avtor knjige o pohorskih carjih pa je ob tem pojasnil, da je knjiga zapisana kot kronika z zgodbami posameznih carjev. Gre za 54 zgodb. Vsak car ima res dobro zgodbo, te zgodbe so tako opisane, podeljene v razne skupine, ker najprej so bili oni očetje, Dunajska šola, krasni ljudje, potem so bili napredni Mariborčani, zdaj so pa pubeci, te imenujemo tako. To so zdaj že, ko ste tu videli, otroci carjev so carje, kot je recimo on primer. Skratka, gre za zgodbe, gre za... Moja ideja je bila, da je celo
strokovno-znanstvena študija, ampak to bojo ocenili stroka, ko se pač zastopijo na te stvari. Med najbolj zgovorne pohorske carje so uvrstili kar aktualnega Mitjo Šeška, ki so mu nadeli vzdevek spikerski, saj povezuje in napoveduje na večini smučarskih tekmovanj kluba. Letošnja smučarska sezona, v času, ko na smučišču Mariborskega Pohorja prevladuje umetni sneg, je čas za razmislek, kako naprej. Brez razvoja ne bo smučarije na Pohorju nekoč več. To je ne samo na Pohorju, povsod je enaka zgodba. Če ne bomo šli naprej z modernizacijo zasneževalnih naprav, sedežnic in ostale infrastrukture, preprosto ne bo ne turistov, ne mi več ne bomo sami imeli volje, da bi sploh smučali. Tako da brez razvoja zagotovo ne gre, zagotovo si želimo vsi, ki delamo v smučariji, da bi bil razvoj hitrejši ali pa z večjimi koraki, ampak boljše, da se sploh premikamo, kot da se ne. Časi se spreminjajo, so si bili enotni pohorski carji. Ena stvar pa ostaja enaka. Že pred desetletji je bila priprava proge za smučarske tekmovanja težka, morda težja kot danes, saj je bilo potrebnega precej več fizičnega dela. Prej je bilo drugače, kot je že smo slišali danes. Tehnike ni bilo toliko, težje je bilo pripravljati proge, večje fizične priprave bilo, ampak manj zahtevnosti strani FISE za tekmo. Mi smo prej lahko naredili tekmo na par centimetrih, zdaj je to nemogoče. Zdaj je to širina 40 metrov globoko utrjenega snega. Brez tega tekme ni. Kje pa še vse ostalo? Zdaj pa glede na to, da ste dobili ta naziv takrat davnega leta, kaj je to takrat za vas pomenilo? Ja, tako kot so že sogovorniki povedali, to je lepo priznanje. To je priznanje, ki ga dobiš kot neki pečat, da si nekaj dobrega naredil za to Pohorje. Ne samo za klub, za Pohorje, za mesto Maribor, za svoj kraj, za vse te ljudi, ker to, kar se naredilo, je ostalo. So se pa pohorski carji med drugim strinjali, da je dobiti naziv pohorski car lepo priznanje, saj gre za zahvalo, da si nekaj dobrega naredil za Pohorje, ne samo za smučarski klub ali za smučarje, ampak za Mariborsko Pohorje kot tudi za mesto Maribor. V knjižnici Kamnica, enoti Mariborske knjižnice, svoje kipe razstavlja umetnik Janko Lisjak iz Selnice ob Dravi, ki je tudi član likovne sekcije KD Pavza. Svoje kipe ustvarja iz odpadnih materialov, tematsko pa se navezuje z izdelki tako na aktualne iz svojega okolja, kot tudi na večne teme. V knjižnici Kamnica vse skozi povezujejo več vrst umetnosti. Z izposojo knjig in s knjižničnimi dejavnostmi skrbijo za bralno kulturo, povezovanje pesnikov in pisateljev z bralci, tako odraslimi kot tudi najmlajšimi. Vse skozi pa imajo tudi razne razstave likovnih del. Te so lahko v večji dvorani ob knjižnici ali pa kar na razstaviščnih prostorih med knjigami. Tokrat razstavljajo ekipe selniškega umetnika Janka Lisjaka, vsestransko nadarjenega umetnika, ki sicer poleg kiparjenja aktivno tudi slika in piše. Lisjak svojim kipom iz jekla in drugih materialov vdihne vsebino. Tokratno razstavo je posvetil oziroma izpostavil zemlji, ki je kot mati zemlja, ki nosi breme vsega sveta. Med kipi pa najdemo tudi skupino plesalcev, druženje pod svetilko, jadralce, varilca, kovače, begunce, masaje in druge. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri v četrtek 30. januarja bodo na Ptuju podelili nagrade Športnik leta ob 18. v Dominikanskem samostanu. V soboto 1. februarja pa v Nitro Diving centru Ruše prirejajo 12-urni dobrodelni športni dogodek, na katerem bodo zbirali sredstva za Matijo s pričetkom ob 10. uri. Na Ptuju pa se v nedeljo 2. februarja ob polnoči začne kurentovanje s kurentovim skokom na Zokijevi domačiji. Toliko zaenkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbReport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.